pozdravljeni. Povejte mi, a si predstavljate, da obstaja računalniški program, ki omogoča, da s tem, ko damo roko na eno zadevo, da računalniški program dejansko prebere vse, kar se dogaja z nami. Vse, kar se dogaja na naši fizični ravni, v smislu, kje so deficiti, ne vem, kater čajček bi mogli spiti, katero rožico bi mogli poduhati. Na psihični ravni tudi, recimo, kje imamo stres, zaradi česar imamo stres, kje bi mogli biti bolj pazljivi, recimo, vse te stvari. Pa ne samo to, v zapisih je tudi mogoče naš partner ali pa mogoče, ne vem, naš kuža ali pa karkoli. Informacijski sistem, se pravi računalniški program, ki ponudi vse te informacije, ni namenjen zdravljenju, je pa namenjen torej, da ugotovi trenutno stanje. Se pravi, čisto trenutno stanje, vse, kar je v nas in okrog nas, ker itak veste, da nimamo samo tega fizičnega, trdega telesa, ampak še mnogo, mnogo več. No, to je računalniški sistem, ki sem ga spoznala že kar nekaj časa nazaj in bi rada novico o tem danes res delila z vami, ker je eno krasno orodje in neka fina stvar, imenuje pa se Kvantek. Kvantek, kot ste videli na sami fotografiji, in kakor se vam bo zdaj zdelo, da je to blazno zakomplicirana zadeva, pa kako to sploh lahko deluje, pa to ni, pa to je lari-fari in tako naprej, boste danes poznali, da v bistvu gre za zelo preprosto zadevo. Simple ka pasol. Sposoben je torej komunicirati in narediti ta most komunikacije. In danes v naši družbi lepo pozdravljam gosti, ki nam boste pomagali, da bomo malce bolj razumeli vse to. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Gospa Marija, kdaj ste se pa vi spoznala za tem računalniškim programom? Pred 10 leti. Že pred 10 leti? Ja. In sem bila zelo presenečena, ker mi je takrat pokazal stvari, za katere ni nihče vedel. Tudi kolegica, ki je takrat delala na tem aparatu, me gleda, pravi, a je to mogoče, pet naprej, a je to mogoče, pet naprej. In takrat sem v bistvu v tistem trenutku sem se zaljubila v ta aparat. In sem rekla, to je to. To je to. To je to, računalniški program. Kdo ga je razvil pravzaprav? Kje so ga razvili? Razvit je bil v vzhodnji Nemčiji, takrat je bilo tudi tako pod Rusijo, in sicer Peter von Bengner, ki je danes tudi direktor tega podjetja. Razvit je bil pa praktično za astronaute. No, to smo že velikokrat zdaj ugotovili, da kakšne stvari, ki so za astronaute dejansko razvijali, da so tukaj krasne, da smo zdaj veseli, da tudi za nas, navadne smrtnike, zemljane potrošnike, da je na voljo. Ja, tako je. Tudi ostali ljudje si zaslužijo eno tako pomoč. Zakaj? Zaradi tega, ker Kvantek je najprej dela kot detektor, potem dela pa kot neodvisen bioenergetik. In to podporo, ki ljudje s pomočjo kvantne tehnologije pridobivajo, bom rekla, je res neprecenljiva. Gospa, izgledate zelo vitalno, izgledate polna energija, ampak verjetno vaše vrstnice še z računalnikom niso tako zelo v sožitju, ga ne uporabljajo tukaj, ker ga vi, ki ga dejansko vsak dan uporabljate, ne? Tudi jaz ga nisem marala. Jaz sploh nisem hotela slišati o računalniku, ampak prvi računalnik v moje življenje je prišel tako, tok, odprem in ta prvo zagledam računalnik. Dobro, ok, v redu, ne moš vse poslati skozi okno ven. Ampak danes sem tej osebi, ki me je takrat tako neprijetno presenetila, neizmerno hvaležna. Danes bi bila brez njega res, tega ne bi mogla delati. Pa tudi v bistvu, ko potem spoznavaš, se je tudi človek samo najbolj izpopolnjen računalnik. Gospa Suzana, vi ste podjetnica, odločili ste se enega dneva, da se boste pa malce osredotočili tudi na računalniški sistem, ki ljudem pove marsikaj. Kako to, da se niste odločili, da boste mogoče, ne vem, po kakšni pisarni papirje zlagala? V bistvu je tako, no, že sama po sebi sem vedno bila nekje, tako da sem hotela vedeti stvari, ki so bile drugačne. In srečanje z Marijo, v bistvu, ko nama so se poti prekrižale, sprva ni dal slutati
te poti, ki jo zdaj pelamo skupaj. Ampak beseda je dala besedo, ugotovili smo, da so želje enake, ugotovili smo, da imamo enako vizijo, enak pogled in predvsem to, da želiva obedve pomagati. Kaj imam to rada, ko se ljudje začnejo med sabo povezovati? Takole, gospa Marija, dajva zdaj povedati ljudem, na kakšen način ta stvar deluje in kako je mogoče, da potem dobimo zdravilni list, se reče, ne? Zdravilni list ven, ki nam pove, kje vse imamo deficite, oziroma za začetek, kaj vse nam dejansko lahko pove? Ta program lahko pove res čist vse. Kaj je narobe s hormoni, kateri hormoni, katera žleza jih izloča, ali je to možganski hormon, kje se najbolj poznajo ta odstopanja, vretenca, katero vretence, na kaj je vezano, ali je to motorni problem, ali je to trdo vretenca, ali je bila poškodba, praktično vse. In ko Quantox zbere vse te stvari, trenutno delamo na 67 bazah, potem da tudi iztočence, kaj lahko človek sam naredi, tega je ogromno in če oseba sodeluje s tem programom, tem procesom, tem zdravilnim listom, ki ga dobi, rezultati ne morejo izostati. Potem tudi, katere organe je treba podpreti in kako. Tukaj bom opozorila, da je treba biti tudi pri prehranskih dopolnilih zelo, zelo pozoren, natančen, da je to res brez kemije. Če mora kakšna stvar videti zdravnik, ravno tako svetujemo, pa še tam narediti kontrolo, tako da je lahko oseba sigurna. Ker recimo, ne vem, informacije, ki sem jih jaz pridobila iz računalniškega programa Quantex, mislim, sploh si ne predstavljam recimo, da bi te informacije iskalo zdravstvo. To bi bilo 1000 in, ne vem, testiranja, taki in drugačni testi, medtem ko tukaj dobiš na pladnju, ker je vse to zapisano. Zakaj to deluje? Je to vse zapisano nekje v našem energijskem polju ali kako? Se pravi, bere informacije z energijskega polja. Prav zaradi tega gre sken čez obraz in obraz je v bistvu pismo, odčitava. In vsa ta nesorazmerja, ki so v telesu, v bistvu stvarjajo nek kaos. Dioda odčitava frekvenco, koliko mora biti ta pomoč intenzivna. In ko se to lepo skupaj združi, Quantox tudi nekje pokaže, v kolikem času se znajo določene stvari spremeniti, potem si treba narediti pa kontrole. Pri nas je pokazala praksa, da delamo kontrole vsak mesec. Tako da oseba tudi lahko lažje sledi temu svojemu procesu. Vidi, kaj se je že zmanjšalo, kaj se je že umirilo, če je nastopil kakšen nov vzrok, ga ravno tako pokaže. Tako da je tam nekje v cirka 6 mesecev lahko se oseba zelo, zelo, zelo spremeni in umiri. Se pravi, prvi korak je, da vzamete fotoaparat in poslikate osebo. Tako. Zakaj rabite fotografijo? A fotografija res kaj pove? Seveda. Fotografija seva fotone in dioda odčitava. In če hočemo mi osebi potem pomagati na princip kvantne fizike, to je valovanje, ne more drugače biti. In ta oseba gre lahko na dopust, Quantox ki pomaga in dela tudi tam, kjer je. Važno je, da dobi frekvenco. To frekvenco človekovo zaznavajo tudi živali, pa majhni otroci običajno. To je res. Se pravi, najprej fotografija, potem pa dejansko daš, to so 3 rožavci, ne? Ja, tako je. To je podpora za diodo. Podpora za diodo, 3 rožavci in pa, tole se moram popraviti, in pa potem daš takole roko gor. Tako. Lepo položiš gor. Tukaj se potem odčitavajo. Tukaj se potem odčitavajo, če pogledamo na morfološka polja. Se pravi morfološka polja. No, to je pa tisto, kar smo govorili tudi z gospodom Bretnerjem, ne? Ja. In potem, ko Quantox odčitava na vseh teh morfoloških poljih točno tista odstopanja, ki so aktualna za vas. Če gremo pogledati, stranka se zaznači cilj,
takrat ti pride v poštev tudi rojstni datum in potem, če se vzame zdravilni list, no, ki je zdaj, potem izgleda takole, ne? In odčitava točno tisto, kar je treba. In ko damo na pošiljatelja, v bistvu se vidi modra črta, ki teče skozi. In ta modra črta, ki teče skozi, dejansko pošilja informacije. Tako je. Preprosto. Mislim, Čist preprosto. Saj najbolj zahtevne stvari so vedno najbolj preproste. recimo, mene je presenetilo, ko sem prvič spoznala z tehnologijo Quantek, da, ne vem, pri merjenju moje prijateljice je vmes bil zapis o psu, da ima pes težave s kožo. Mislim, to ni ena zadeva, ki bi lahko kdorkoli vedel. Dejansko še jaz komi, da sem vedela, da ima njen pes težave z kožo, ampak Quantek je dal to informacijo ven. Ja, zaradi tega, ker koža je v njenem avričnem polju, tudi ona je čustveno navezana na njega, skrbi za njega, ga neguje in to je v njej noter. In to je frekvenca, ki jo ona daje kužku, kužek ji daje frekvenco nazaj. In seveda Quantek, ko greš skozi ta zdravilni list, z osebo, ko kontaktiraš, točno pokaže, kje je vzrok. Lahko je to partner, jaz sem imela primer, ko je pokazala moškemu težave z menstruacijo. V resnici jih je imela pa žena. Ampak to je ta povezanost med ljudmi, ki jo nosimo v sebi. Kaj pa pri otrocih, recimo tudi otroke, mislim, veliko lažje je otroku reči, da ima roko gor, pa da vidimo, kaj je, zdaj imajo tukaj otroci težave, pa alergije, pa uno, pa tretje, pa tako naprej, ne? Ravno tako. V velikih primerih zdravilni list pokaže probleme staršev. Kajti otroci so v avričnem polju svojih staršev in če je njihova aura razbita pod stresom, otrok to čuti. In mi pravimo, otrok ne posluša, otrok posnema. Se pravi, crka k goba. Čuti in če hoče mama imeti mir, otrok bo nervozen. Zakaj? Zaradi tega, ker otrok čuti njeno nervozo in ji kaže zrcalno sliko. In tudi, če bo mama otrok dal roko na diodo, bo dejansko pokazalo probleme staršev. Tudi, zanimivo. Gospa Suzana, jaz, ko sem prvič šla na tole, kar nekaj časa že nazaj, mislim, da zdaj že kar nekaj let nazaj, in ko sem to potem govorila mojim prijateljem, kakor, to je ful fajn stvar, da pejte, ne? So me gledali, kakor da sem nora, ne? V tem smislu, kakor, zdaj se je pa čist spelal. Zdaj se je pa spelal. Kako je bilo pa pri vas, recimo, sami ste imeli najprej čist klasično izkušnjo, kako, a ste povedali komu sploh, ali ste bili kar tih? V bistvu jaz, ko sem se seznanila s Quantkom in ko sem dobila prve rezultate, sem dejansko tako še nekaj časa sama pri sebi premlevala vse tiste izpise, ki so vam prišli, ker enostavno nisem mogla verjeti, da lahko res ena aparatura pokaže toliko stvari. S časoma v bistvu sem se začela o tem pogovarjati seveda tudi z ostalimi in reakcije so bile podobne. Predvsem, no in s tem se srečujemo tudi še danes ljudje, kaj mi bo pa pokazal, a ne? Tisti strah ali pa mogoče negotovost, kako, na kakšen način se bojo stvari prikazale. Ljudje pač imamo neko preteklost, imamo stvari, ki mogoče o njih ne radi govorimo in tukaj potem nastopi strah, ne? Tako da v bistvu ljudje imajo kar malo ene bremzice pred temu, ali se podvršiti eni taki diagnostiki, enemu takemu pregledu. Če ne veš, je najlažje, ne? Ja, čeprav je tako dostakrat, pa v bistvu rešuje situacijo ravno to, da zveš pravočasno. Da se soočiš samim sabo. Ker pokaže v bistvu tudi stvari, ki so nekje samo šele v zametkih, in vkolikor recimo lahko pravočasno odreagiraš na neko situacijo, ki se ti pripravlja, je lahko tista pot potem veliko lažja. Tako da v bistvu tukaj ni nek bav, ne? Kvečjemu ena velika podpora pri vsakodnevnem življenju.
Gospa Marija, zajema tako afirmacije kot predloge za prehranska dopolnila, kot predloge, katere rožice malo pogledati pa povonjati, katera eterična olja. Ne vem, pri meni je enkrat kazalo celo na to, da imam možnost, da bi imela poplavo doma. Ja. In sem takrat vodovodarja poklicala, rekla, čuj, da ti vse pipe preglej pa to. Pa rekel, a veš, da tam ne si pa res imela eno tako zadevo. Čuj, lahko bi se ti zgodil. Se pravi, ni da ni. Ja, vse. Tako je. Lahko ti daš stanovanje na kvantek, lahko daš podjetje, lahko daš firmo, lahko daš avto. Ampak kako pa daš recimo, ne vem, podjetje pa nima glih svoje roke, da bi dal gor? Žig. Ja, žig. Podjetje žig, pa direktor ne da roko gor. Pa odčitava, kje so težave in zakaj so težave. To pa nisem vedela. Ja. Pa pri rastlinah bojda, da tudi, ne? Tudi pri rastlinah, tukaj imam tudi sama prakso, rastlina, ki umira, daš gor listek in točno pokaže, kaj se s to, česa ji manjka. Lahko ji manjka svetlobe, lahko ji manjka vode, lahko ji manjka nekega določenega minerala. In kot rastlini to dodaš, dejansko vidiš, da živne, ne? Wow, jaz sem čisto navdušena nad tem. Ni pa to zadeva, ki zdravi, v prvi vrsti diagnosticira, v tem smislu, da pove, kaj se dogaja. Kvantek ne zdravi, vzpostavlja pa tako ravnovesje, da človek dejansko lahko ozdravi. Tale del še zdaj, ne? Zdaj smo obdelali smo tisti del, recimo tukaj notri je vključen tudi beli šum. Ja. Kaj ima pa beli šum veze? Kakšno vlogo ima? Ravno tako. Beli šum vzame frekvenco med diodo, pa med osebo, ki je na kvantku, se dejansko vzpostavlja neka vez. In skupaj, samo skupaj lahko deluje. Zato je potrebno, da oseba na diodo roko da, beli šum sprejme to frekvenco, jo potem tudi uravnoveša na tak način, da lahko kvantek potem tudi deluje. Lahko pa recimo, se pravi, prva faza fotografija, druga faza držiš tlele gor, tretja faza zdravilni list se izpiše, četrta faza, vse te zadeve se potem pošiljajo komu? Osebi, ki je bila na analizi. Osebi, ki je bila na analizi, se pravi, se to pošilja in lahko dodaš zraven tudi kakšne svoje lastne cilje, ne? Če ti mogoče, kar ni bilo napisan. Lahko, sicer terapevt sam tega ne dela, ampak če pa oseba želi, rečemo, išče službo, bolj točno, kot bo napisala, kakšno službo bi rada dobila, bolj bo za šle kakšno energije plačo, tja, frekvence. točno na to bo tudi osebo uglašalo. In tudi njena energija bo taka, ko bo šla recimo na razgovor za tisti posel, bo tudi tako energijo oddajala, da ta posel lahko dobi. Tudi te primere imamo. Gospa Marija, jaz razumem to zadevo tako. Mi smo fizični in pač to je recimo neka končna manifestacija, ne? Ja. Imamo pa neke energijske zalogovnike, recimo, če imaš ti eno željo, cilj, ko se ta energijski zalogovnik napolni, takrat pride do materializacije v fizičnem svetu. In kvantek lahko recimo napolni ta energijski rezervar, da pride do tega. Ja. So pa v energijskem rezervarju, da se manifestira lahko tudi bolezni in kakšne slabe stvari in tukaj pa dejansko spremeni frekvenco v tem smislu, da iz tega potem nekaj druga pride. Tako je. Vse bolezni dejansko nihče ne zboli zaradi tega, da bi bilo pa zdaj treba umreti. Bolezen je samo opozorilo, da se nekaj dogaja. Nekaj je treba spremeniti. In s pomočjo afirmacij ti kvantek točno to pokaže. Kaj moraš pri sebi spremeniti? Nekdo, ki je skozi žalosten, Najdete radost, ne? Pa take stvari. Pravimo rak na duši, ne? Ja, seveda. Najlepša hvala za tole predstavitev, predvsem pa, da ste delili z nami to informacijo, da to v Sloveniji je in da je možno. Hvala lepa. Še kakšno informacijo dobite tudi na www.klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, ne bomo vas ignorirali, imate pa na voljo verjetno telefon. 026 200 je tista telefonska številka in dajte biti pogumni, soočite se sami s sabo in z vsemi informacijami, ki se tičejo vas in vašega energijskega telesa, vašega bitja.
Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.